Sem mislil, da novi Mondeo ne bi bil zaprav video. V Kranju ima zelo prehitre prejšnjo generacijo, pa vidim, da je kar v redu, v teli beli barvi je zelo sumljiv. Samo stojim tukaj na počivališču, pa že vidim, kako se bremzajo. Prej sem se peljal tole po avtocesti in so kar nekaj vsi začeli uporabljati žmigovce. Očitno rabimo več takih Mondeotov. Med prebiranjem testa novega Mondea boste sigurno ves čas brali, da je avto dejansko že star in se po ameriških cestah pod imenom Fusion vozi že 3 leta. Vse je res, ampak je tole močno popravljena verzija ameriškega modela, pač Evropejci smo najbolj zahtevni vozniki, Mondeo pa nikakor ni zastarel. Mogoče so nekateri mislili, da gre za starega, ker mu je tu zadnji precej podoben, predvsem zaradi luči, ki so skoraj enake. No, je pa gobec s to veliko masko zelo markanten, mene spominja na Aston Martine, pa tudi z boka je Mondeo zelo eleganten, celo v tej zadržani beli barvi. Znotraj je zelo prostoren kot že od nekdaj in v bistvu mi je v večini stvari všeč tudi voznikovo okolje, ki je s tem velikim zaslonom moderno, tile merilniki so mi sploh zanimivi in stvari so načeloma precej dobro naštudirali. 2 pripombi pa seveda imam. Tale plastika je enako vseeno preveč ameriško plastična in ta naslon za roke ves čas škripa. To me pa pri novem avtu zelo moti. Ampak je rešitev, postavite ga takole in bo vse tiho kot pri miškah. Ni tako udobno pol. Glede podvozja ne bom rekel, da je Mondeo postal slabši od prejšnje generacije, je pa po občutku malo manj vozniško nastrojen. Mehkejši je in bistveno udobnejši, kar je dejansko edino pravilno. Tudi sedeža sta zelo mehka. Če se hočete preganjati skozi ovinke, si kupite Focusa, za poslovneže ali družine pa je udobje bolj pomembno. In v bistvu je postal boljši kompromis, ker je preko volana še vedno dovolj povratnih informacij, zato vas ne bo strah, če se boste kje vseeno zapeljali malo hitreje. Sem pa opazil, da včasih kar zaplava čez kakšno daljšo grbino, no to mi pa ni preveč všeč. Ford se je očitno odločil konkurenco napasti še s kupom sodobnih sistemov. Niti ne vem, kdaj nam je pazilo toliko sistemov. Imam lane assist, ki pazi, da ne zapeljem preko črte. Opozorilnik za vozilo v mrtvem kotu, ki pa ga ograje hitro zmoti in se potem prižiga tale lučka. V mestih znam Mondeo sam zabrenzati in poskrbeti, da komu ne bom priletel v ric, ampak ne upam preizkusiti, če dela dobro. Mondeo mi pomaga speljati v klanec, sam zna parkirati in to dokaj dober. Zadnji imam parkirno kamero, ESP itak in verjetno sem še kaj pozabil. LED luči, ki same prilagajajo snop svetlobe. Delujejo dobro, edino smerni žaromet je na zavitih cestah prepočasen z obračanjem svojega snopa. Ga obrne šele, ko sem že sredi zavoja. No, pa zadnja 2 pasova sta v bistvu zračni blazini, tudi tega ni imel še noben avtomobil. Pohvaliti moram še tale sistem. Zaslon na dotik je dober, dovolj hiter, treba se sicer navaditi na menije, ampak so potem precej logični. Sync druge generacije bistveno bolje deluje od prve. Moj telefon se vedno takoj poveže z njim, vse lepo predvaja, prejšnjo sem imel pa kar nekaj težav. Tako da vsaj zame je tukaj očiten napredek in ga priporočam. Tudi z novimi motorji napada Mondeo, predvsem bencinskimi. Ampak tale ima 110 kW 2-litrski dizel, 150 konjski, ki je pohvalno uglajen, pri zmogljivostih pa tako. Dovolj je hiter, nikoli pa ne preseneti svojo močjo. Pač zadostanje, nikoli pa sunkovit in porabi vsaj 6,5 litra na 100 km, pa še to, če se boste lepo peljali. Ja, v tej barvi deluje dokaj zadržano, v kakšni modri bi bil verjetno bolj nastopaški. In ravno zato tale tako dobro skriva, da je nabit z opremo in da stane 40 000 evrov, oziroma 5 000 evrov manj s Fordovim popustom. Ja, za 35 000 evrov je pa tole kar prepričljiv avto. Se tudi mora biti, ker je konkurenca res pasja.